Večina start-up podjetij propade, 60% zaradi slabe vizije in slabe strategije, kam grejo. Dostikrat se zgodijo še kakšne druge težave, recimo, da se partnerji med sabo ne dopolnjujejo, sprejmejo noter partnerje, ki niso dodana vrednost v smislu izvedbe tistega, kar so si izbrali, ampak iščejo fante, ki imajo idejo in kapital. Potem se na koncu nekako sprejo in se nič ne zgodi. S tistim denarjem, ki ga na začetku dobijo, ne naredijo produkta, rešitve, to dodano vrednost za klienta, ali pa jo naredijo na pol, tako da nimamo kaj prodati, in zato na koncu propadajo. Namerno sem ob morju, ker se mi zdi, da je v življenju morje priložnosti. In se mi zdi, da ljudje delamo napake in dobre ideje s tem uničujemo. Te napake so v redu, kadar se iz njih nekaj naučimo. Kadar pa ponavljamo iste napake iz dneva v dan, pa najbrž nekaj ne bo okej. Se pravi, da če imate v firmi probleme, da so se neke stvari malo zaciklale, da so napetosti, da vse skupaj ni tako, kot bi radi, ali pa tudi lastniki, direktorji ne uživate v tem poslu, tako, kot bi radi uživali. Dajte se pogovarjati, ne? Vprašajte sodelavce, ta vizija, ki smo rekli, ta strategija, ki smo rekli, kaj mislite, je še vzdrži, ne vzdrži, po krizi, smo še na isti poti, je fokus še enak, in če ni, kaj pa vi mislite, kaj bi mogli spremeniti? Pogovarjajte se. Kadarkoli ljudje pridemo v situacijo, je najslabše, da odreagira ego, ker dosti menedžer reče, en se pa mora odločiti, jaz se strinjam, en se mora odločiti. Ampak je fajn, če cela ekipa v tej isti odločitvi stremi, živi za njo in dela za njo. Če ste sami, kot pravi star arabski pregovor, če bi rad prišel hitro, pojdi sam, če bi rad prišel daleč, pojdi v skupini.